pozdrav, rečeno vse skupaj. Z moje strani. Torej, si pač drugič vidimo in menoj nocoj je še teže nalogo, kot je zadnjič, ker nam je nekaj povedal o Božji ljubezni. Sedaj govorite o nečem, kar je izven vsega, kar je možno verjetno, je zelo težko. Pravkar ta zadnja pesem pravzaprav govori o veličini Boga. Mogoče za začetek je treba nekaj osnovnih stvari razjasniti, da se tiče tega, kdo pravzaprav ta naš Bog je, stvarnik. Ker vsak izmed nas ima najbolj kakšno predstavo o tem, kakšen to ne bi Bog bil, kakšen bi izgledal, kaj to je, pravzaprav Bog in tako naprej. Veliko predstav imamo, pa nobena ni prava. Ker ne more biti prava, ker Bog je izven vsega. Bog je absoluten, ker je stvarnik, absoluten izven vsega in tudi, ker je stvarnik vsega. Ni vključen pa, ni, da se prav razumemo, ni del stvarstva. Je izven in nad vsem. Absolutno vse predsedujoče, ki objemajoč, hočemo reči. Kar pomeni, iz tega se je prvi sklep, da Boga nikakor ne moramo ne zajeti, zaobjeti, ne zmanipulirati. Ne tako z kakršnokoli dovršeno znanostjo, tehniko, filozofijo, psihologijo, antropologijo, teologijo, ezoteriko, kakršnekoli metode, ki se izmišljuje človek, ne delujejo. Ne moramo Boga prijeti, ga ne moramo doseči. To, kar bi pravzaprav mi ves čas, pravzaprav se človek temu trudi, da bi ga nekako zmanipuliral in dosegel. Bog k nam prihaja. Bog k nam prihaja in pravzaprav spoznanje Boga, Božji dotik, milost je izključno na Božji strani. Je to Božja pobuda. Bog je tisti, ki se razodeva. In se nam razodeva. Torej, stvarstvo je, to, kar je ta zadnja pesem lepo pela, je seveda čudovito in vse stvarstvo, kot pravi katekizem Katoliške cerkve, je odraz čudovitosti in lepote in ljubezni Boga. Bogu pravzaprav vse to, ne stvarstvo, ne ves kozmos, vesolje, zemlja in mi niso potrebni, zato da je Bog. Mi mu nismo neobhodno potrebni. Ampak, ker je Bog ljubezen, je to že prvi dokaz, da je to čisti dokaz Božje ljubezni, to, da sploh vse stvarstvo obstaja. Ker pravzaprav vemo, da ljubezni, nobeni ljubezni pravzaprav ni potreben zunanji izraz. Če imaš nekoga rad, ni nujno, da mu to poveš, pa ga imaš rad. Vendar, ljubezen postane popolna takrat, ko se pravzaprav izrazi, pokaže, ko zasili. In pravzaprav Bog je svojo ljubezen pokazal v stvarstvu, s tem, da je to ustvaril. In Bog še vedno ustvarja. Stvarjenje se ni zgodilo samo nekoč, tako kot je napisano tukaj na prvih poglavjih Svetega pisma, ampak Bog ves čas ustvarja. Jezus pravi, moj oče dela in jaz delam. Pravzaprav vse stvarstvo obstaja, egzistira zgolj zaradi Božje ljubezni. Tisti hip, ko bi Bog prenehal ljubiti svet in seveda tudi človeka, bi mi izginali. Nas ne bi bilo več. Tudi stvarstvo ne bi bilo več. To je prvo zelo zanimivo dejstvo. Druga stvar, kakšna pa je vloga in mesto človeka pri tem. Mi smo tudi ustvarjeni, ampak smo nekoliko drugačni.
Vera nas uči, da pravzaprav Svetopismo, da je človek krona stvarstva. Krona stvarstva. Zakaj smo krona stvarstva? Ker smo ustvarjeni po Božji podobi, tako pravi Svetopismo. Torej, smo del stvarstva, ampak čisto pa ne. Del nas je izvzet iz tega stvarstva. Nekako ne paše čisto v to stvarstvo. Zakaj ne? Razlago najdemo že takoj na začetku Svetega pisma, bom prebral to vrstico, ko je Bog ustvaril človeka. Pravi takole. Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka in v njegove nosnice je dahnil življenjski dih, tako da je človek postal živa duša. Torej, imamo nekaj, kar drugi elementi stvarstva nimajo. Ne živali, ne živa narava, ne druga bitja. In sicer oživljajoči duh, ki nam ga je Bog osebno vdihnil pri stvarstvu. Pri našem spočetju je Bog vdihnil svoj oživljajoči dih, duha, ki ni naš, ki ni del stvarstva, ampak je Božji duh. In zaradi tega smo mi nekoliko drugačni od vsega ustvarjenega in zato smo krona stvarstva, zato smo enkratni, Bogu podobni in Božji ljubljenci. Ljubljeni. Od Boga na poseben način ljubljeni. Zato tudi nikoli nimamo pravice dvigniti roke ne nad sebe, ne nad koga drugega. Nimamo pravice odločati o tem, kdaj se bo življenje začelo in kdaj se bo končalo. Tu je razlog. Ne kaprica cerkve ali pa kakšnih ljudi ali pa neke filozofije. Tukaj je razlog, temelj stvarstva. Človek nima nikoli pravice v to posega in tudi nima te možnosti. Ker življenje, ta življenjski dih je od Boga. To ni del stvarstva. Da to utemeljim, bom prebral par vrstic iz Janezovega evangelija, začetka Janezovega evangelija, ker Janez pravzaprav preloško govori o Bogu, o stvarjenju. Poglejmo. Pravi takole. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je bila Bog, oziroma je Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu in vse, kar je nastalo po njej, in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bila luč. Luč ljudi. In luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Torej, beseda, ki je Bog, je tudi življenje. Torej, življenje prihaja od Boga. Življenje ni domena ustvarjenih stvari. Zato tudi mi večno živimo. Ne bomo večno živeli, mi večno živimo. Naše življenje se bo nadaljevalo v večnosti naprej, kjerkoli pač. Zato se bomo sami odločili. Ampak naše življenje je večno, ker nam je bilo vdihnjeno z Božjim dihom. Tako da vse stvari, pravi tukaj, da je Bog vse ustvaril z močjo svoje besede in pravzaprav vsaka stvar, ki jo osnovna, materialna, ki jo vidimo, ni samo to, kar mi vidimo in čutimo in svojimi čutili zaznavamo, ampak je nekaj več. Vsaka stvar vsebuje tudi, če tako se grdo reče, informacijo Boga, nosi besedo Boga. Tako mi kot vsaka stvarjena stvar.
ker vsaka ustvarjena stvar je nastala z besedo Boga. Mi tega duhovnega ozadja, ki jo pravzaprav nosi beseda, izgovorjena Božja beseda, ne vidimo, ker smo pravzaprav, ne vidimo pa zaradi izvirnega greha. Človek je ta pogled z padcem v raju izgubil. Ne vidimo tega duhovnega ozadja, ki je zadaj, ga pa lahko vidimo in zaslutimo tako v ogledalu megleno, lahko vidimo pravzaprav zakaj gre. Po Božji milosti nam Bog da včasih milost, da kakšna skrivnost Boga pravzaprav lahko na ta način spoznamo. Torej, skrivnosti nikakor ne moramo doseči z tehniko, ampak samo po Božji milosti. Tudi to, kar se skriva za tem Božjim. Torej, kar smo pravkar prebrali, je v bistvu življenje, beseda, je povezana z Bogom, s tem, kar Bog izgovarja. In pravi naprej, tukaj v istem prvem poglavju Janezovega evangelija, tistim pa, ki so sprejeli luč v besedo, kot rečemo, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Torej, ko sprejmem to Božjo besedo, ljubezen, ki mi je ponujena, sprejmem življenje. Vstopim v tisto pravo Božje življenje. Mogoče sem pozabil še to poudariti, da to izjemnost človeka nad stvarstvom in tudi v tem, da smo mi edina bitja, ki smo sposobni ta Božji glas zaznati. Ga nekako zaznati in na ta Božji glas odgovoriti. Torej na ta Božjo ponudbo, na to ljubezen odgovoriti s svojim odgovorom, s svojo ljubezen. Torej, Bog tukaj pričakuje neko ljubezensko razmerje med menoj in njim. To mi ponuja. To mi Bog ponuja. Jaz bi mogoče konkretno, zato da ne bomo ostali pri abstraktnih stvareh, bi mogoče konkretno povedal na Jezusovo priliko. In sicer v nedeljo smo pri maši, mislim, da večina izmed vas je verjetno bila v nedeljo pri maši, je slišala tudi evangeljski odlomek, kjer smo prebrali 3 prilike. Jezus mnogokrat govori o prilikah v evangelijih. In pravzaprav Jezus razodeva, on ves čas govori o Bogu očetu, ker pravi, govori to, kar slišimo od očeta, pravi Jezus. Ampak velikokrat so kakšne druge stvari, kar govori mogoče mečkrat težke za tako hitro razumevanje. Zato je on velikokrat uporabil prilike, s katerimi je želel pravzaprav najprej pokazati na dobroto Boga. Kdo je oče? On je v prilikah, v večino prilik, če ne skoraj vseh, je on pravzaprav skozi priliko pokazal na očeta. Zato, da bi mi skapirali, da bi razumeli, kdo je ta oče, o katerem on govori. In je to v prilikah veliko govoril. Govoril je recimo, če se spomnite o izgubljeni ovci, kako pa zbirišče pustili 99 tistih ovc, ki jih imamo v gradi, in gre za izgubljeno. To je bil prvi del nedeljskega evangelija, potem govori o drahmi, izgubljeni drahmi, ko je neka ženica izgubila 10 drahmino in je skrbno pometla prostor, zato da je najbolj tisto izgubljeno. Torej ta pastir in tudi ta žena predstavljata nebeškega očeta. Mogoče zadnji del evangelija pa govori o izgubljenem sinu. Mislim, da je to ena izmed evangelija, pa ena najlepših opisov, Jezusovih opisov o nebeškem očetu. Torej, prilika o izgubljenem sinu. Upam, da večina pozna to priliko, zato
je malo daljši del, zato jaz to ne bi vsega prebral, sem zelo omejen s časom, bi pa nekaj podatkov sem vstal. To je iz Lukijevega Evangelija, 15. poglavje, ko na hitro, da ne bom vsega bral, se pravi, oziroma začel bom z prvimi tremi stavki. Ko Jezus pravi, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelimo imeni. Že ta prvi 2 stavka sta fenomenalna. Si vi predstavljate, da vaš otrok danes reče: Fotar, daj mi nekaj, kar mi pripada. Premoženje, ki mi pripada, mi daj. Zvedaj, jutri jaz odhajam. Kako bi naredila? Ali pa hči se odvaja. Kaj nam pripada? Nič nam ne pripada. Ta bi tako predrzen, da je rekel, daj mi to, kar mi pripada. V bistvu mu nič ne pripada. Nič. In tudi nam nič ne pripada, ker nam je vse darovano življenje. In koliko smo predrzni in hočemo, zahtevamo in cepetamo in se pritožujemo in jokamo, da hočemo imeti. Kolikokrat. In kaj je naredil oče? Bog v tem primeru. Brez besed je razdelil in vsak mu dal svoje. Brez besed. Brez komentarja. Piše samo in razdelil. Tukaj se prvič opazi neizmerna dobrota Boga. Tvega in kar se da. Neverjetno. In Bog v našem življenju nikar tvega, več kot pa mi. Tvega z našim življenjem, ker se igramo z njim. No in potem ta sin bere in odide in kot vemo, v dani deželi, z razuzdanim življenjem, kot piše Timodonku, torej z veseljačenjem, pirčevanjem, z ženskami, bogiščem, vse, požene vse, kar je imel, skratka zapravljeno vse. Tuk deleč, da je pravzaprav na koncu ostal brez vsega in je na koncu v nekem smislu garačen. In je prišel do tega, da je postal pastir svin. V judovski kulturi seveda so svinje pomenile še bistveno manj kot v naši kulturi. To je res, da jih je bilo to meso, ki je bilo pravzaprav nečisto. Torej, pade je popolno dno družbe. Ampak, tukaj vidimo pravzaprav nekaj pa je zmogo. Šel je vase, ni se samo pomiloval, ni stegnil roke nad svoje življenje, ampak je rekel nič. Grem nazaj k očetu in ga prosim, da ne da me vzame kot sina, ampak da bom vsaj lahko dostojno delal, ko sem jedel. Nič drugega nočem. To bo zadosti. Skratka, je zbral pogum, se dvignil in šel. Tudi Bog pričakuje, da sem lahko še tako daleč od njega, še tako na dnu svojega življenja, lahko sem vse zapravil, sem brez upanja, nemogoči situaciji, ampak Bog me čaka. Pričakuje, da pride k njemu. Brez pogona me bo vzel. To lahko vidimo iz nadaljevanja. Ko pravi, torej ta fant je vstal in šel k očetu. In ko je bil še daleč, da je oče zagledal. Se usmilil, pritekel k njemu, ga objel. Torej ta oče ga čakal, če ne ga ne bi že vdalec zagledal. Ne veš, ko oče nas vse čaka. In ne čaka, da mi pridemo k njemu, pa če pazimo, ampak on že veliko prej nas opazi. Samo tisto minimalno voljo in vero moramo zbrati korajža, da se vrnemo k njemu.
potem on sam z velikim veseljem priteče in objame in sprejme. Pa ne samo to. Sinu je vrnil dostojanstvo, rekel je služabnikom, ne bom bral, brž, prenesite najboljša oblačila, nadente mu prstan, obujte ga, skratka, prejel je vse znake sinovstva nazaj. Bog mu je vse vrnil nazaj. Oziroma, Bog nam vse vrnil nazaj. Dostojanstvo, nedolžnost, poštenje, vse, kar smo zapravili s svojim življenjem, ti Bog lahko vrne. Vse ti lahko vrne. Ampak tukaj je še zadnji del tega evangelija, ki je zelo zanimiv. Bil je še drugi sin, ki se je pa na tem pritoževal, mu to ni bilo všeč. Tudi ta sin je v bistvu starejši sin, je v bistvu bil izgubljen. Tudi ta sin ni poznal Božje ljubezni. Ni poznal. Bil je ves čas pri njemu, pri očetu. Vse, kar je bilo očeta, je bilo njegovo, je bilo to v bistvu njegovo, je bil lahko to vse koristo, pa ni. Ker ni poznal očetove ljubezni. Ni imel pravega odnosa z njim. Tako velja tudi za ljudi, ki smo mogoče redni nedeljniki, pa še celo kaj več, pa molimo, pa se trudimo, izpolnjujemo Božje postave, smo v narekovanjih pridni, pa smo lahko zelo daleč od Boga, ker imamo Boga samo v ustnicah, v glavi, naštudiranega, imamo polno znanja, ne izpolnjujemo legalistično, izpolnjujemo Božje zapovedi in upamo, da je vse ok. Vse formalno je vse ok v našem življenju, če se držimo vse Božje zapovedi. Ne okušamo pa Božje ljubezni, ne okušamo dobrote Boga v polnosti, to, kar Bog ravno poželi za nas, kljub temu, da smo ves čas zraven njega. Zato se ne bomo, rečemo, se bom jaz zdaj zgražal, pa pritožal sam nad tem mlajšim sinom, ki je mogoče z res groznim življenjem zapravil v bistvu svoje življenje, se je oddalil od Boga popolnoma, lahko tudi ljudje, ki mislijo, da imajo Boga, tako rekoč preroki, se lahko pravzaprav zelo daleč od njega. Torej, ta zgodba, ki je Jezus povedal, ta prilika velja za vsakogar izmed nas. Torej, Jezus je rekel, jaz sem življenje in kdor veruje vame, ne bo umrl. To je povedal takrat, ko je Martin Mariji, ko je bil Lazar. In to je dokazal s tem, da je Lazar bil mrtev tisti dan. Torej, Bog je tisti vir življenja in Bog je ljubezen. In samo v njem je ljubezen. Vse ostalo je ponaredek. Vse ostalo izven Boga je ponaredek. In mi ves čas hitimo in hlupimo za temi ponaredki, ampak te stvari nas nikoli ne morejo v globini izpolniti. Samo Božja ljubezen nas lahko v globini izpolni, nihče drug. Sicer samo hlebimo po še več in še več in še več in nas nikoli nobena stvar v polnosti ne zadovolji. Ker edino Bog je tisti, ki lahko zadovolji vse naše potrebe. Jaz bi čisto za konec povabil še na gospo Milano, da bo povedala v minuti, kako je Bog z vso silo vstopil v njeno življenje, ki je bilo zelo težko, ne bomo rekli izgubljeno. To je gospa, pravzaprav moja kolegica, ki je prišla na doktorski študij v Slovenijo, doma iz Beograda. Med študijem spoznala svojega moža, rodila 2 otroka in potem je mož pustil in ostala tukaj v Sloveniji, v tujem, pravzaprav sama, z 2 otrokoma, takrat še ne za sigurno službo, izgubljena. In Bog je zmočil vstopil v njeno življenje. Res je. Hvala. Hvala Gospodu, Bogu res, da zdaj lahko pričujem pred vami. Res, Gospod, jaz sem bila kot
drugi sin, ki ni bil priden, sem bila daleč od cerkve. Ampak ko je meni bilo najtežje, ko sem res padla na tleh, ko sem vse izgubila, res vse sem izgubila, sem imala srečo, da me kolegica, ki je bila izredno verjetna, nagovorila, da grem na tako podobno srečanje, ki mi je odprlo oči. Jaz sem sama jokala in meni se to tako močno dotaknilo, da so se začele spremembe, predvsem v mojem srcu in v mojem življenju. In vse to, kar je bilo slabo, se enkrat začelo preobračati v dobro. Jaz sem primere, to je veliko takih situacij, tudi tam danes pride kakšne preizkušnje, ampak se iz tega odnosa z Bogom, zaklenim na njega, se vrnem skozi molitve, tudi prosim, da tudi naše molitveno občestvo, ker hodim v skupino svetega Jožefa, ko mi je težko. In takrat samo prepustim Bogu in se začnejo dogajati čudeži. In Bog resnično začne in deluje spremembe. Recimo, jaz sem lahko recimo, sem se imela nekih doktorijah, recimo, zataknila, recimo, meni sem pri doktorsko študiju zataknilo, karkoli sem naredila, ni bilo prav, in komisija nekaj zahteva spremeniti. In potem so se začeli kar od enkrat dogajati dobre stvari, ker prišlo en odgovor iz Bonnet iz Excellent Academic Work in sem doktorirala in dobila odlično službo in res lahko Gospodu samo pričujem, ker mu vse prepuščam, vse, od otrok do vseh nesavršenih, razvoj, ni idilično vzgajati otrok, poročen družino, ampak jaz njemu vse prepuščam in on deluje in izdočutim in zato vse vabno nagovarjam, da vse ostane prepustite njemu in res lahko vse nam deluje čudeži. Hvala.